Ja, in lep pozdrav vsem skupaj. Kako lepo, da ste prišli na moje predavanje. Malo več vas je, kot ponavadi. Ampak ne veliko. Pa dekan je tudi tukaj, to tudi ni vsakdanja zgodba. Danes boste slišali nekaj, v bistvu, s čemer se boste ukvarjali čez ene par let, ko boste menedžerji, vodilni kadri v top podjetjih, in v bistvu presega nekako naše raziskovanje pa pedagoško delo z več področij. Nanaša se pa nekako na presek raziskovanja tematik z področja menedžmenta, poslovne informatike, informacijskih sistemov, digitalizacije dela, psihologije, in ekonomike dela. Ukvarjali se bomo pa v teh nadaljnjih par minutah, ne se preveč bati, da ne bo celo predavanje, s tem, kako oblikovati delovno okolje v čedalje bolj digitaliziranem svetu, z namenom seveda privabljanja, zadržanja top talentov, kakršni ste tudi vi, nedvomno, zato pa ste tukaj, definitivno. Tudi ukvarjali se bomo oziroma malo pogledali, kaj pravijo raziskave z teh področij, kako oblikovati delovno okolje v svetu, ki je čedalje bolj fluidno z vidika tega, kje opravljamo delo, na kakšen način opravljamo delo, preko katerih digitalnih ali neumestnikov delo opravljamo in sodelujemo s svojimi sodelavci in poslovnimi partnerji. To si bomo pogledali preko 3 mitov, ki jih v svojih raziskavah v bistvu poskušamo ovreči in med ljudi, med prakso, poslovno prakso in študente seveda pretvarjati zgodbe, ki so malo bolj resnične oziroma podkrepljene z raziskavami. Prvi mit, ki ga dostikrat slišimo od menedžerjev, je: jaz lahko nadziram človeka, jaz lahko vem, da človek dela, samo če ga vidim pred sabo. Jaz tako menedžerju rečem: verjetno se ne lotevaš zagotavljanja dela, delovne uspešnosti na pravi način, ker se da stvari narediti boljše. Ampak veliko menedžerjev, sploh mogoče bolj v Sloveniji kot v malo bolj napredno digitaliziranem zahodnem svetu, tako razmišlja o delu na daljavo oziroma delu preko digitalnih vmesnikov. Mi smo v naših raziskavah šli v globino ozadja digitalne preobrazbe, kar je tematika, s katero se ukvarjamo praktično že zadnjih 20 let, izkaže pa se seveda, da v praksi dostikrat mi govorimo o tem, ne vemo čisto dobro, kaj točno to pomeni, predvsem pa se bistveno več namenjamo pozornosti sami tehnologiji kot pa ljudem. Ampak ravno ljudje so tisti, ki tehnologijo spravljajo v akcijo in v neke aktivne delovne proizvode. Pri tem v bistvu govorimo tako o digitalizaciji z vidika spreminjanja dela, umetni inteligenci, kar zelo spreminja delo nas samih tudi, a mi še rabimo v bistvu pedagoge na univerzah, upajmo, da ja, in zaenkrat še ja, videli pa bomo, kam gre ta svet. Tako z vidika tudi dela preko digitalnih platform, kot so Wolt, Glovo, Uber in podobno, kjer algoritmi v bistvu menedžirajo delo in postavljajo delavca na tisto točko, kjer mora biti v določenem trenutku. Čeprav je v bistvu storitev zelo fizična in oprijemljiva, v ozadju so algoritmi, tako kot recimo na kmetijah, ki jih menedžirajo algoritmi in so tudi dokazano bolj učinkovite, recimo, kot če jih menedžirajo ljudje. A je to prihodnost? Ne vemo, bomo videli. In pa seveda z vidika dela na daljavo, kar je naša prva tema tega mita, mi se ukvarjamo tako, kako voditi ljudi pri delu z digitalnimi vmesniki, kako oblikovati virtualne time, kako bo sploh izgledala prihodnost dela, kjer bomo delali v sodelovanju z roboti, avtomatizacijo, seveda umetno inteligenco, in kako to oblikovati na način, da bo kar se da uspešen in pa seveda, da bodo tudi ljudje zadovoljno in trajnostno uspevali. Pri tem je seveda veliko napačnih informacij ali pa informacij, ki izhajajo iz nekih interesov, ki so v ozadju. Recimo, veliko smo se ukvarjali z raziskovanjem dela na daljavo med pandemijo pa takoj po pandemiji, in tukaj vidite tudi v samih najbolj tako znanih medijih v poslovnem svetu, je tukaj kar nekaj naslovov, ki so precej negativno nastrojeni do tega pojma. In dejansko takrat, ko je bilo velika preselitev, tudi vi ste bili deležni v svojem šolanju na učenje na daljavo, poučevanje, mi z druge strani, ogromno je bilo problemov, kar se tega tiče. Je pa to tudi ena agenda, ki jo zelo pritiskajo tisti, ki seveda so lastniki nekih prostorov, poslovnih prostorov. Zato je ogromno te kontrapropagande, ki jo tukaj tudi vidite, da delo na daljavo ali pa hibridno delo ne deluje. Ko pa pogledamo raziskave, pa vidimo, da v bistvu veliko takega dela, tovrstnega dela se na globalni ravni ponuja, v bistvu več kot četrtina globalno vseh razpisanih delovnih mest ponuja določeno mero fleksibilnosti z vidika lokacije dela, in pa da si ljudje tega dejansko želijo.
Tudi v naših raziskavah tekom pandemije smo ugotovili, da v bistvu, ko je bila tista preselitev, ljudje so se mogli več usklajevati med sabo, več časa so dejansko namenili delu, ker je bilo pač treba zadeve uskladiti, manj so imeli osredotočenosti zaradi motečih dejavnikov oziroma družinskih članov. In pa seveda to ne pomeni nekih pozitivnih aspektov, ki jih tukaj vidimo. Ko pa pogledamo raziskave po pandemiji in tiste res rigorozno izvedene, ki jim lahko zaupamo, pa vidimo, da v bistvu prednosti tovrstnih ureditev dela odtehtajo slabosti. V slovenščini ni najbolj briljantnega prevoda za to, ampak za ful, res za ogromno. In tukaj smo tudi v sklopu naše platforme, digitalne platforme Humanizing Digital Work, ki je prisotna in jo lahko najdete tudi na LinkedInu, Instagramu, Mediumu in na spletnih straneh, kjer si v bistvu želimo širiti informacije iz raziskav v prakso na čim bolj zabavne načine, tako da lepo vabljeni, da tudi to sledite. Zbiramo skupaj te neke prednosti dela na daljavo oziroma dela preko digitalnih vmesnikov in kako oblikovati delovno okolje, ki omogoča uspešnost v tovrstnih oblikah dela. Kar se naveže na drugi mit, ki ga bomo tukaj spoznali, in to je tisto, da v bistvu organizacije, ki privabijo top talente, to dobijo zaradi tehnoloških napredkov in njihovih tehnoloških produktov tudi. Kaj v bistvu je resnica tukaj, ki motivira mlade, pa lahko vi, jaz bom povedal, kaj pravijo raziskave, vi pa lahko v bistvu malo razmislite, a je to nekaj, kar velja tudi za vas, kaj iščete pri bodočem delodajalcu. To je ena pomembna zadeva, o kateri je dobro, da razmišljate že tudi na začetku svoje študijske poti. Iščejo mladi bolj smisel, vrednote pri tem, kar delajo, in pripadnost. In pa seveda si želijo, vsak si želi soustvarjati delovno okolje in zgodbe podjetij, v katerih boste zaposleni. Hočete rasti seveda kot neka celovita oseba, ne kot nek specializiran delovni resurs, kot ga dostikrat recimo v ekonomskem smislu tudi poenostavimo. In pa biti avtentičen, biti to, kar si, in na ta način v bistvu izraziti samega sebe in pa seveda imeti visoko kakovostne odnose. Praksa in literatura, raziskave organizacijske psihologije tole dobro vejo že dolgo časa in mi imamo zelo veliko močno seveda misijo to prenašati tudi v praktični svet. In ključno vprašanje tukaj so, a delodajalci ponujajo neko pripadnost in ali zaposleni čutijo neko psihološko varnost, da lahko izrazijo samega sebe in s tem prispevajo k neki uspešnosti podjetij. Kar se naveže na to, kako dejansko dobiti top talente, zelo veliko vlogo igra ustvarjanje delovnega okolja, kakšnega, takega, ki ti omogoča, da se razvijaš. Na kakšen način? Organizacijska psihologija in konkretno nekaj, čemu rečemo teorija samodoločenosti, self-determination theory v angleščini, govori o tem, da v bistvu zaposlenim, čim je neko recimo bazično ali pa temeljna enota plačila zagotovljenega, dodatno bolj motivira kot dodatna enota plačila same karakteristike dela. To, da lahko delaš delo na način, ki ti omogoča avtonomijo, svobodo, da se lahko sam odločaš, če že ne, kaj točno boš delal, vsaj na kakšen način, kdaj, kako boš opravljal delo. To, da vidiš v nekem delu višji smisel, da ne delaš samo za tisto končno plačilo, ampak da vidiš, da v bistvu do neke mere spreminjaš, če že ne svet, vsaj svet okrog sebe in da v bistvu ustvarjaš nekaj kreativnega, nekaj, s čimer si zadovoljen. In pa seveda mojstrstvo, da vidiš, da razvijaš samega sebe preko dela, da razvijaš svoje veščine v smer, kamor si želiš razvijati. O tem govori tudi konkretno model, ki je najbolj citiran, najbolj vplivan v organizacijski psihologiji. Razvil ga je dejansko naš sodelavec, ki je tudi zaposlen na naših raziskovalnih projektih, Arnold Bakker. Reče se mu pa model zahtev in verov dela in ima zelo, zelo enostavno idejo, to, da lahko ti veliko zahtevaš od sodelavcev samih, če to uravnotežiš tudi z veri. Veri pri delu so pa tako materialni resursi, dejansko zelo oprijemljivi, kot tudi tisti psihološki, podpora, psihološka varnost, dobri odnosi pri delu. In če to zagotovimo, imamo tako imenovane aktivna delovna mesta, ki imajo oboje to na visokem nivoju, ki dokazano vodijo do najvišje zavzetosti zaposlenih in tudi delovne uspešnosti. Tukaj pa je v ozadju še drug vidik, seveda, ne želimo si preterati naših zaposlenih, da izgorijo na dolgi rok. Najbolj nekako popularen model organizacijske psihologije zadnjih par let, reče se mu model človekove trajnosti, human sustainability, govori pa o tem, kako v bistvu zaposleni naj bi
ali pa ljudje na splošno, fokusirali namenili tretjino svojega truda, časa, vložka na 3 enakovredna področja v življenju, da bi bili dolgoročno uspešni. In to so tale 3: produktivnost, torej delo samo, skrb za nek osebni razvoj, tudi v prostočasnih aktivnostih, in pa tako imenovano preventivno vzdrževanje, skrb zase, spanje, skrb za dobro prehrano, za fizično aktivnost in tako naprej. Če so ti 3 elementi nekako usklajeni, dobimo dolgoročno uspevanje, mi pa seveda dostikrat tudi v delovnih okoljih tako imenovane always on kulture, bolj skrbimo seveda za delo, ne, in malo zanemarjamo na dolgi rok predvsem vzdrževanje, dostikrat gremo spat kasneje. To delamo sicer tudi na račun prostočasnih aktivnosti, to tudi študentje seveda dostikrat dobro veste, ne, greste spat ali pa boste šli spat malo prepozno, ne poslušajte tega starši, ne, ker boste pač kaj drugega počeli. To pa seveda na dolgi rok, na kratek rok ni problem, ste mladi in tako naprej, ampak na dolgi rok pa tudi v podjetjih razkraja zdravje, ker je vse okej, seveda, dokler ne pridemo čez tako imenovano mejo homeostaze, glede na raziskave, ko pa se zgodi tako imenovana akutna entropija in crash, kolaps, tako imenovana izgorelost, to dostikrat slišite seveda tudi v delovnih okoljih, ko pa seveda se moramo, zdaj pa nimamo druge, kot da se posvetimo dejansko korektivnemu vzdrževanju na račun osebnostne rasti, pa tudi na račun produktivnosti, kar pa ni niti približno v interesu niti delodajalcem, ne. Zato je to nekaj, čemur tudi delodajalci v praksi ponujajo vedno več pozornosti, ker te stvari tudi stanejo ogromno. Če že recimo gledamo na ravni Evropske unije, ocenjen strošek bolniških staležev, izgube produktivnosti in tako naprej zaradi previsoke intenzivnosti dela in izgorelosti celo 600 milijard evrov na leto, kar je ogromno seveda, ne. Zdaj pa še tretji kratek mit, s katerim bom tudi zaključil današnje predavanje, da bo prihodnost dela oblikovala tehnologija. Do neke mere seveda res in vedno več jo uporabljamo, ampak v ključnem fokusu smo ljudje, in tudi na ekonomski fakulteti mislim, da vedno v fokusu smo ljudje, ki v bistvu kapitaliziramo oziroma se povezujemo, ustvarjamo neko vrednost na podlagi oziroma s pomočjo tehnologije. In tukaj potrebujemo seveda vedno psihološko varnost, da dejansko izrazimo samega sebe in dejansko ustvarjamo neko kreativno vrednost. Temu se posvečajo tudi študije prihodnosti dela, ki vedno bolj udejanjajo principe tako imenovane gig ekonomije oziroma platformne ekonomije dela preko digitalnih platform v tradicionalne oblike dela, kjer se vsi nekako povezujemo z nekimi algoritmi, z umetno inteligenco, ki nam tudi v bistvu do neke mere razdeljuje delo in delegira delo tistim, ki imamo razpoložljivost in smo za delo specializirani v določenem času, ampak v ozadju mora biti vedno človek in to, kako v bistvu človek ustvarja vrednost na ta način. Temu rečemo dekonstrukcija dela in o tem boste tudi slišali precej, ko boste pač prišli na naš najboljši faks. Povzetek 3 mitov s 3 lekcijami. Hibridni modeli dela so neizbežni, vodijo do pozitivnih rezultatov, če so pravilno aplicirani in ljudje si jih seveda želijo. Delovno okolje je bistveno pomembnejši element kot sama tehnologija in pa seveda prihodnost dela vidimo še vedno v sožitju tehnologije in človeka. Tukaj pa konkretno najbolj pomembna ta celovita obravnava človeka v delovnem okolju in tisti temelji motivacije, ki jih v bistvu poznamo že veliko časa. Prava kultura bo privlačila prave ljudi. Jaz upam, da smo vam s tem tudi malo približali tematike, s katerimi se ukvarjamo na ekonomski fakulteti in upam, da sprejmete pravo odločitev. Hvala lepa. Ravnokar ste doživeli svoje prvo predavanje na ekonomski fakulteti. Predavanje profesorja dr. Mateja Černeta. Hvala. Če vam je bilo zanimivo, dobrodošli. Če vam je bilo na nekaterih mestih zahtevno, tudi dobrodošli. Takšen je študij in to je bil kratek vpogled v to, kako razmišljamo, kako predavamo in kakšne vsebine vas čakajo, če se nam pridružite seveda. Danes ste tukaj, da spoznate ekonomsko fakulteto. Ne samo programe,
Ne samo roke za prijavo, ampak tudi okolje in seveda tudi ljudi in energijo, ki jo prinašamo. Morda boste čez nekaj mesecev sedeli v teh klopeh kot naši študenti, čez nekaj let pa kot diplomanti, ki bodo vodili podjetja, ustvarjali projekte in spreminjali svet okoli sebe. Hvala, da ste danes tukaj. Moje ime je Miha in danes vas bom vodil skozi to srečanje. Obljubim, v 1 uri boste dobili jasne informacije in kar dober občutek, kaj pomeni študirati na ekonomski fakulteti. Naš cilj danes je preprost, da odidete z odgovori in morda tudi z odločitvijo. K mikrofonu najprej vabim dekana ekonomske fakultete, profesorja dr. Tomaža Turka. Dekan, mikrofon je vaš. Hvala, Miha. Drage dijakinje, dragi dijaki, dobrodošli na Univerzi v Ljubljani, ekonomski fakulteti. Zelo smo veseli, da ste se odločili, da nas boste obiskali. V veliko veselje nam je, da lahko predstavimo sami sebe in kako funkcioniramo, kako dihamo, živimo in zakaj se zavzemamo. Naša fakulteta je že kar nekaj desetletij med nami v Sloveniji, v širši regiji, tudi globalno, svetovno smo kar znani, moram reči. Letos praznujemo 80 let od ustanovitve. No in v vseh teh desetletjih smo razvili in razvijamo cel kup, bi lahko rekel, zanimivih tem oziroma temu, kar rečemo strokovno, znanstvenih področij. Eno od njih je seveda ekonomija, potem imamo tudi ime v slovenščini. No in ne vem, če ste se kaj dosti ukvarjali s tem, kaj pravzaprav je ekonomija. Ponavadi, ko pomislite na ekonomijo, ponavadi tako recimo pomislimo, to mogoče se pa tam učijo, kako ratati bogat, kako nek profit dobiti pa take stvari. Pravzaprav ekonomija, žal, mogoče bom koga razočaral, ne govori o tem. Ekonomija sodi na področje družboslovja. Ekonomija se ukvarja z enim zanimivim vprašanjem, in sicer dejstvo je, da mi kot navadni ljudje vse tisto, kar rabimo za življenje, za delo, za bivanje, vsega tega ne znamo sami narediti. Recimo, želite imeti nove čevlje, nekoč davno so si ljudje naredili neko obutev. Naredili so si sami obleko, šli so sami loviti v gozd in tako naprej, napirati sadeže. Danes tega ne počnemo, danes počnemo stvari skupaj, vsi ljudje, drug drugemu pomagamo. Nekdo se odloči, da bo izdeloval čevlje, dizajniral, naredil tovarno, ki bo delala čevlje. Nekdo se odloči, da bo zdravnik in pomagal drugim in tako naprej. No in ravno to je bistvo ekonomije, da razumemo, se pravi, proučujemo odnose med ljudmi, kako skupaj sodelujemo. Seveda, tukaj se pojavi vse sort drugih vprašanj, pojavijo se razni sistemi, ki smo jih ljudje izumili v tisočletjih našega bivanja na našem planetu, kot je na primer denarni sistem, recimo, ne. Tudi to proučujemo na naši fakulteti, kako funkcionira, zakonitosti, zakaj je tako, kako ga izboljšati in tako naprej, ne. Druga stvar, ki jo proučuje ekonomija, je pa optimizacija. Kako z danimi viri narediti čim več, ne. No in iz te optimizacije pa se rodijo tako imenovane poslovne vede. Recimo, jaz sem informatik in informatiki proučujemo, kako na čim bolj učinkovit način pripeljati informacijo do tistih, ki jih rabijo za svoje odločanje. Potem recimo računovodje, revizorji se ukvarjajo s tem, kako čim bolj učinkovito, verodostojno informacijo o poslovanju podjetja pripeljati do deležnikov podjetja, na primer v prvi vrsti lastnikov podjetja. Poslovne finance recimo se ukvarjajo z vprašanjem, kako učinkovito poskrbeti za financiranje vseh dejavnosti podjetja. Recimo, to so naše vede, ne? Pa marsikatero drugo bi še lahko tukaj dodali,
kot je na primer poslovna logistika, kako čim bolj učinkovito pripeljati proizvode, neke izdelke do strank, ki jih rabijo, se pravi do kupcev, do ljudi, ki to potrebujejo. In tako naprej. To je zelo, zelo preprosto, sem zdaj povedal, tako da malo vidite, kako razmišljamo tukaj. Verjetno ste opazili, če ste kaj obiskali našo spletno stran fakultete, da imamo tam neke akreditacije omenjene, mednarodne. Moram reči, da imamo 3 mednarodne akreditacije, poleg nacionalne, naše slovenske, seveda. Kaj to pomeni? Da smo izredno kakovostna šola, kar se tiče raziskovalnega dela in poučevanja. In te 3 akreditacije pomenijo, da smo v 1% najboljših poslovnih in ekonomskih šol na svetu. Zakaj smo taki? Zaradi tega, ker smo se pred nekaj desetletji odločili, da bomo res dobri. Zakaj? Zaradi nas profesorjev, sodelavcev fakultete? Ne, za vas, ki boste postali naši študentje, zato da imate res čim boljšo izobrazbo, čim boljši pogled v delovanje sveta, podjetij, družbe in seveda tudi priložnosti za mednarodno okolje doživeti. Mednarodno okolje lahko doživite pri nas, če samo pridete k nam na našo fakulteto. Mi imamo tam do 1/3 tujih študentov iz celega sveta. Trenutno imamo študente vpisane, ki prihajajo iz več kot 70 različnih držav po svetu, se pravi, smo res mednarodni tudi v tem pogledu. Po drugi strani imate pa tudi študente, če se boste vpisali na našo fakulteto, kar veliko možnosti za obisk tujine na naših partnerskih šolah, ki jih imamo praktično na vseh kontinentih, razen na Antarktiki. To je to. Bodite zvedavi, upam, da se boste odločili za študij pri nas. Mi profesorji imamo radi zvedave študente, tiste, ki še dodatno prispevajo k temu, da se tudi mi profesorji kdaj zamislimo, to je pa dobro vprašanje, moram pa res malo dobro doma pogledati pa razmisliti, pa bomo pol naslednjič na predavanju naprej debatirali to zadevo. Še ena zadeva se pa dogaja, poleg raziskovalnega dela in pedagoškega dela, se pravi izobraževalnega procesa, dogajajo se tudi zanimive stvari, ki jim rečemo uradno obštudijske dejavnosti. Več o njih bo Vid povedal, predsednik študentskega sveta, malo kasneje. In upam pa in verjamem, da boste danes izvedeli vse tisto, kar rabite v tem trenutku. Naši sodelavci, moji sodelavci vas bojo popeljali skozi to, kar vse ponujemo in kako bivamo in delamo na naši fakulteti. Hvala lepa. Najlepša hvala, dekan. Zdaj pa preidimo na del, ki je za vas verjetno najbolj konkreten. Programi, vpisi, roki. Da si boste zapomnili najpomembnejše informacije, smo na določenih prosojnicah skrili ikono fotoaparata. Ko jo vidite, brez slabe vesti vzamete telefon in fotografirajte. Na oder vabim Smiljana Zajec, predstojnico enote za študijsko dejavnost. Smiljana, izvoli. Hvala lepa, dober dan. Jaz bom kar statična danes, ker imam bolj tudi take informacije, ki so malo bolj statične oziroma pomembne za vas, da ne bomo kaj pozabili. Kaj ponujamo na ekonomski fakulteti za naše bodoče študente? Ponujamo 2 študijska programa. En je univerzitetna poslovna in ekonomska šola, drugi je visokošolski strokovni program, visoka poslovna šola. V nadaljevanju vam bom najprej predstavila univerzitetnega, potem visokošolskega strokovnega in na koncu bomo povzeli, kakšne so razlike in kdo se lahko vpiše na kateri program. Če začnemo z univerzitetnim študijskim programom. Univerzitetni študijski program traja 3 leta, to je 6 semestrov, na koncu dobite 180 kreditnih točk. Študirate ga lahko na redni in izredni način. Kakšne so razlike, če študirate redno?
poslušate semestrski predavanja in vaje, se pravi 5 predmetov imate na semester in po končanem semestru imate izpitno obdobje, kjer opravljate vseh 5 predmetov. Na izrednem študiju je to majčkeno drugače, izvede se v 2 letih, predmeti se izvajajo zaporedno, se pravi poslušate predmet in potem imate izpit iz tega predmeta. Za občutek imate tle na prosojenci predmetnik 1. letnika, se pravi osnovne temeljna znanja, matematike, mikroekonomije in tako naprej. Študij se zaključi po 3 letih, skupaj imate tam približno 30 predmetov, razen če si še kakšnega dodatnega zberete, in ga zaključite po večini z zadnjo opravljeno obveznostjo. Se pravi, večina študentov konča z zadnjim izpitom in ne piše diplomskega dela. Zakaj bi se želeli vpisati na Univerzitetno poslovno in ekonomsko šolo? Predvsem, če ste bolj za pridobivanje znanja za zahtevnejše strokovne naloge in predvsem nadaljevanje študija na magistrski stopnji. Če želite študirati v mednarodnem okolju, na primerljivem programu z drugimi fakultetami v Evropi in v ostalem svetu, na tem programu imate zagotovljeno še večjo možnost izmenjave, ker se izvaja tudi v angleškem jeziku. Lahko se na univerzitetnem študijskem programu odločite tudi za pridobitev dvojne diplome, se pravi, da v 3 letih se odpravite na študij nekam v tujino, imamo določene sporazume z določenimi univerzami in hkrati pridobite diplomo naše fakultete in diplomo fakultete, za katero partnerske inštitucije, katero ste izbrali. Izbirate lahko med 12 usmeritvami. Usmeritve ne zbirate pri vpisu v 1. letnik, ampak jih boste izbrali v vpisu v 2. letnik. Tako da, to bom še v nadaljevanju povedala, da to, kako izbirate. Nekatere usmeritve so, kot je že tekom prej razložil, ekonomske, in sicer to so recimo denar in finance in poslovna ekonomija. Te se tudi majčkeno razlikujejo v 2. letniku. V 1. letniku so vse usmeritve, oziroma cel 1. letnik je enak za vse vpisane študente. Potem se ekonomske usmeritve majčkeno razlikujejo od poslovnih, se pravi denar in finance, poslovna ekonomija, in pa ostale so poslovne usmeritve, ki so si spet v 2. letniku zelo podobne. Vidite pa, da imamo označene 3 usmeritve, ki imajo zraven eno zvezdico, to so pa usmeritve, ki jih izvajamo v angleškem jeziku. Tudi v angleškem jeziku, a ne? Kje se lahko zaposlite, ko končate univerzitetni študij? Različno, povsod, v gospodarstvu, javnem sektorju, v različnih podjetjih, velikih, malih, srednjih, lahko tudi ustanovite svoje podjetje. Področja dela so različna, smo res študij, ki vam omogoča različna znanja, turizem, trženje, logistiko in tako naprej. Kar je pa značilno za univerzitetni študij, je pa, da kar 80% naših študentov, diplomantov, nadaljuje potem študij na magistrskem programu, na enem izmed magistrskih programov naše fakultete. Kakšni so vpisni pogoji? Na univerzitetni študijski program se boste lahko vpisali vsi tisti, ki boste opravili splošno maturo, in tisti, ki boste opravili poklicno maturo s 5. predmetom, in če nimate matematike kot predmeta s poklicne mature, je obvezno, da je ta 5. predmet matematika. Če matematiko zberete že na poklicni maturi, lahko za 5. predmet vzamete tele naštete predmete, ki so v vpisnih pogojih, se pravi tuji jezik, računalništvo, psihologija, zgodovina, sociologija in tako naprej. Razpisujemo letos 480 vpisnih mest na rednem študiju in pa 80 vpisnih mest na izrednem študiju. Študij na angleški izvedbi, veliko vas je takih, ki vi rečete, veliko vprašanj imam, študiral bom na mednarodni smeri, mi temu rečemo angleška izvedba študijskega programa. Za vas bomo razpisali 40 mest in sicer vi zdaj, ko boste oddali prijavo, boste vsi kandidirali za slovensko izvedbo. Potem, ko boste pa dobili od nas potrdilo oziroma vabilo, da pridete na vpis, boste že sprejeti, boste pa lahko izrazili željo ali pa interes, da se želite vpisati na angleško izvedbo.
In če bo slučajno omejitev, do zdaj smo načeloma vse sprejeli, ki so to željo izrazili, ampak če bi prišlo do omejitve, se spet upoštevajo enaki kriteriji kot ob omejitvi vpisa v prvem roku, se pravi uspeh v 3. in 4. letniku in pa rezultati splošne mature. Angleško izvedbo izbirate ob vpisu, ne ob prijavi. Zdaj, če gremo pa na visoko poslovno šolo. Visoka poslovna šola tudi traja 3 leta, tudi jo izvajamo redno in izredno, dobite pa naziv diplomirani ekonomist, v oklepaju vam bo pisalo VS, kar pomeni, da ste odkončali visokošolski študij. Tudi tukaj je 10 predmetov, recimo v prvem letniku, majčkeno manj predmetov na celem študiju, ker je kar tak precejšen del predmetnika tudi strokovna praksa, o čemer bom povedala majčkeno kasneje. Mogoče že tukaj vidite majhno razliko, kako je z usmeritvijo, da smo bolj praktično povezani na tem programu. Če ste prej zasledili, je bila matematika za poslovne in ekonomske vede prvi predmet, tukaj pa poslovna matematika, tako da že v teh zadevah so nakazane majčkene razlike. Za razliko od prejšnjega programa, ki sem ga predstavila, se pa študij, strokovni študij zaključi z oddajo zaključne strokovne naloge, tako da je treba potem še zadevo napisati. Kot sem prej rekla, tukaj na visoki poslovno šolo izbereš, če si res želiš takojšnjo uporabo nekih strokovnih, analitičnih postopkov, znanj in tako naprej, kar okrepimo tudi s tem, da je res obvezna strokovna praksa v 3. letniku v obsegu 180 ur. Imate tudi ob vpisu v 2. letnik, izbirate med majčkeno manj usmeritvami, tukaj so vse poslovne, več ali manj, spet ob vpisu v 2. letnik. Večina študentov oziroma polovica, bi rekla, je že kar večina, zdajle se na začetku vsaj zaposli, ko diplomira. Nekateri se potem čez kakšno leto vračajo, ampak nekako tam gledamo okoli 50% študentov se pa tukaj odloči, da gre na trg dela, za kar so res usposobljeni. Delate lahko podobno v gospodarstvu, javnem sektorju, različnih velikostih podjetjih in tudi na različnih področjih dela, lahko v povezavi z usmeritvami, ki ste jih končali oziroma z vašimi interesi. Vpisni pogoji za visoko poslovno šolo majčkeno drugačni, in sicer se na visoko poslovno šolo lahko vpišete vsi tisti, ki boste končali svojo srednjo šolo z poklicno maturo iz kateregakoli srednješolskega programa. Ne vem, sem prej povedala, na poklicni maturi za univerzitetni študij morate biti iz programa ekonomski tehnik ali tehnik računalništva. Noben drug ne pride v poštev za univerzitetno. Za VPŠ pa pridejo vsi strokovni programi s poklicno maturo, se lahko vpišejo, in pa seveda vsi, ki so tudi končali srednjo šolo z splošno maturo. Na visoki poslovni šoli razpisujemo letos 300 prostih vpisnih mest, na rednem študiju in pa 80 na izrednem študiju. Kot sem obljubila, na koncu mogoče povzetek, kakšne so razlike, predvsem bom jaz tule poudarila med obema programoma. Pomembno je, da vemo, da se recimo univerzitetni študij izvaja v obeh jezikih, slovenščini in v angleščini, napram visokošolskega strokovnega, kjer je pedagoški proces izveden samo v slovenščini. Povezano s prakso je na univerzitetnem programu zmerna, se pravi, vseeno delate projekte, imate strokovne ekskurzije in tako naprej. Za razliko od VPŠ-ja, ker je pa ta povezanost s prakso visoka, imate strokovno prakso, enako praktične naloge in tako naprej. Tudi zaželeno je, da se zaključna strokovna naloga naredi v povezavi z opravljeno prakso v podjetju. Pri obeh programih seveda velika možnost študija v tujini, izmenjave. Pri obeh programih greste lahko na izmenjavo po končanem 3. semestru. To pomeni, da imate narejen prvi letnik v celoti, pa polovico 2. letnika, potem greste pa lahko na izmenjavo. Prej na izmenjavo ne morete iti. Kar je še recimo razlika, ki bi jo poudarila, je to, da zaključite študij na univerzitetnem študiju po večini z zadnjo opravljeno obveznostjo.
Na visoki poslovni šoli pa pišete zaključno strokovno nalogo. Zadeve glede prijave, verjamem, da ste že seznanjeni iz srednjih šol, ampak da ponovimo, prijavni rok prvi se bo odprl 18. februarja in bo odprt do 18. marca. Prijavljate se elektronsko preko EVŠ-ja, to je portal na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in bodite pozorni, da boste ob prijavi obvezno dobili na svoj e-mail, ki ste ga vpisali, potrdilo, da ste uspešno oddali prijavo, ker je to edino zagotovilo, da ste res prijavo oddali. Če se boste, in upam, da se boste odločili za ekonomsko fakulteto, boste pri programu izbrali ime fakultete, to je Univerza v Ljubljani ekonomska fakulteta, in pa zbirate med dvema programama, kot smo jih že večkrat omenili. Še enkrat tlele poudarjam, usmeritve niti jezika izvedbe ne izbirate ob prijavi. Usmeritev zbirate v opisu v drugi letnik, jezik pa potem ob opisu, ko vas bomo mi pozvali, da se boste vpisali v prvi letnik. Potem vmes, ko boste vi oddali prijavo, se boste lotili mature, zaključevali boste ocene, potem boste šli majčkeno na morje in boste 24.7. obveščeni, ali ste sprejeti na fakulteto želeno ali ne. Obvestilo boste prejeli spet preko EVŠ-ja v elektronski obliki, tako da bodite pozorni na to pošto. Kakšen dan, dva ali en teden zatem pa dobite pošto še od ekonomske fakultete, kjer vas povabimo k vpisu. Vpis je v celoti elektronski, tako da ga lahko opravite od kjerkoli, vam ni treba hoditi na fakulteto, ampak je pa zelo pomembno, da ga naredite. Ne glede na to, ali boste, oziroma če boste sprejeti, pa se ne boste vpisali, niste naredili nič, ne? Tako da bodite pozorni, da uredite vpis. Vsako leto kakšen, ne vem, tam do 5 študentov se ne vpiše in ni potem vpisan nikamor. Bodite pozorni na te roke. V glavnem, če boste imeli še kakršnakoli vprašanja, tako bolj konkretna, so zunaj moje sodelavke, tudi jaz bom tlele, tako da vabljeni potem k vprašanjem. Hvala lepa. Smiljana, najlepša hvala. Danes ste dobili že veliko informacij, tako da vabim vas na majhen poskus. Kot bomo vaše znanje na fakulteti ob koncu semestra preverjali na izpitih, bomo zdaj malo manj strogo preverili, kaj ste si zapomnili danes. Prosim vas, da greste na menti.com in vpišite kodo, ki jo boste videli gor na ekranu, se pravi 8832 3191. Še enkrat ponovim za tiste, ki mogoče ne vidite ob strani. Se pravi menti.com in vpišete kodo 8832 3191 in bi vas prosil, če odgovorite na vprašanje, med top koliko procentov poslovno-ekonomskih šol na svetu se uvršča ekonomska fakulteta. Vidim, da ste vsi pridno poslušali dekana. Prvi test opravljen. Odlično, najlepša hvala. Gremo kar še na drugo vprašanje. Si je kdo zapomnil, med koliko usmeritvami lahko izbiraš? Smiljana, tudi tebe so poslušali. Ja, res je. Med 12 na UPŠ-u in 8 na VPŠ. Hvala, to je zelo dober začetek, vidim, da spremljate, da ste še z nami. Študiji pa niso samo predavanja in izpiti. Študentje pri nas aktivno soustvarjajo fakulteto. Sodelujejo v organih upravljanja, organizirajo velike projekte in prireditve. Aktivni so v številnih društvih in so zelo dobro organizirani. K besedi vabim Vida Gojkoviča, predsednika študentskega sveta ekonomske fakultete. Vid, izvoli. Evo, takole, hvala Miha. Drage dijakinje, dragi dijaki, lepo pozdravljeni.
Veseli me, da smo takole spet napolnili veliko dvorano. To pomeni, da razmišljate resno, da vas zanima nekaj več in da iščete prostor, kjer boste lahko zrasli. In ekonomska fakulteta definitivno je tak prostor, ker tukaj ne boste samo študirali, ampak, kot smo danes že slišali, boste živeli lahko študentsko življenje, torej v pravem pomenu te besede. Zdaj, Miha me je predstavil kot predsednika študentskega sveta, ampak najprej, kaj to sploh pomeni. Pomeni, da mi damo v bistvu glas študentom, da sodelujemo pri pomembnih odločitvah fakultete, da izboljšujemo, povemo svoje mnenje in predvsem, da smo tukaj za vas. Naša naloga je predvsem, da poskrbimo, da vaš študij poteka kakovostno, nemoteno, kvalitetno. Poleg študentskega sveta pa na naši fakulteti aktivno sobiva tudi študentska organizacija ekonomske fakultete in skupaj smo znani pod imenom Povezani EF. Zdaj, to ime ni naključno, v bistvu ime izhaja iz tega, ker povezujemo študente med sabo, povezujemo fakulteto s študenti in pa navsezadnje študij z realnim življenjem. Kaj s tem mislim? Naša vloga ni samo formalna, ampak smo tudi izjemno aktivni, kar se tiče organiziranja različnih dogodkov. Z nami boste lahko recimo potovali po raznih evropskih prestolnicah, lahko boste obiskali ekonomijado, kjer boste spoznali tudi druge študente iz preostalih ekonomsko-poslovnih šol v naši regiji, pa šli na biznis vikend in bili del najboljših študentskih zabav v Sloveniji. Pa tudi nekako razna smučanja, bowlingi, paintballi in tako naprej, razni izobraževalni dogodki, kulturni dogodki, športni dogodki vseh sort, tako da bo res pestro, vedno se bo nekaj dogajalo. Ob vseh naštetih aktivnostih pa imate na naši fakulteti na voljo tudi študentska društva. Ta pa so bolj fokusno usmerjena recimo v področje menedžmenta, področje trženja, podjetništva, računovodstva in revizije. In tam boste lahko svoje znanje še dodatno nadgradili, torej znanje, ki ga boste dobili v predavalnicah. Oni bodo za vas v bistvu organizirali različna tekmovanja, dogodke bolj neke izobraževalne narave, boste se pa lahko tudi vi seveda včlanili v ta društva in pomagali nekako pri organiziranju teh zadev in nekako naredili tudi prve korake, mogoče proti svoji izbrani karieri na ta način. Tako da mi smo študenti za študente in res mar nam je, kakšna je vaša izkušnja. Želimo, da se res počutite slišane, vključene in seveda z vsemi našimi aktivnostmi povezane. Študentska leta so res čas priložnosti, čas, ko boste gradili znanja, prijateljstva, samozavest in pa torej začeli neko svojo pot, kar se tiče kariere, in upam, da boste tukaj našli okolje, kjer boste lahko postali res najboljša verzija sebe. Zdaj, če imate kakršnakoli vprašanja, bomo tudi mi na voljo danes med malo in veliko dvorano tukaj na infotočki. Ne se ustrašiti, če pa se mogoče kakšno vprašanje utrne kasneje, pa smo vedno na voljo tudi na socialnih omrežjih, preko Instagrama in Facebooka, torej na Povezani EF. To je nekako to iz moje strani. Iskreno upam, da smo naredili na vas dober vtis ali pa da ga še bomo in da se 1. oktobra torej srečamo v teh prostorih, na teh hodnikih ali pa celo v tej predavalnici, torej na naši ekonomski fakulteti. Hvala. Hvala, Vid, za prvi vpogled v študentske vrste. Zdaj pa še nekaj, kar vas običajno najbolj zanima, iskrena izkušnja študentov. Na oder vabim tiste, ki so bili pred nekaj leti točno tam, kjer ste danes vi. Kar vabljeni gor, ja. Dajmo en aplavz za pogum. Bi vas prosil, da povete svoje ime,
kaj študirate in tisto ključno, kaj vas je kot dijake najbolj zanimalo pred vpisom na ekonomsko fakulteto. Kar izvolite. Moje ime je Pia, sem študentka drugega letnika smeri International Business. In kot dijakinjo me je najbolj zanimalo, kakšni so urniki na faksu in ali so predavanja in vaje res obvezna. Obveznost prisotnosti je odvisna od predmeta do predmeta, ampak tisti, ki se redno udeležujemo vaj in predavanj, nam je med izpitnim obdobjem veliko lažje. Urniki so fleksibilni in vam dovoljujejo, da si sami razporejate svoj čas. Obveznosti so v dopoldanskih in zgodnjih popoldanskih urah, ampak imate vsak dan dovolj časa za kakšno kavico ali pa kosilo s prijatelji. Ja, lepo pozdravljeni še iz moje strani. Moje ime je Marcel, vas pa sigurno zanima, kako je glede matematike in najtežjih predmetov na tej fakulteti. Glede matematike je tako. Veliko predmetov v višjih letnikih temelji na osnovah matematike oziroma finančne matematike, tako da v prvem letniku morate osvojiti to neko osnovno znanje, da vam je lažje za napredni študij. Najtežji predmeti poleg matematike so pa tukaj sigurno še pravo, makroekonomija in mikroekonomija, ampak tudi to nekako ne bi smel biti problem, če se boste redno udeleževali vaj in predavanj. Če boste imeli pa še kakršnekoli druge probleme, smo pa za vas tukaj študentje višjih letnikov in pa člani študentskega sveta, ki vam bomo z veseljem pomagali. Živjo, sem Nika, študentka tretjega letnika na smeri marketing. Ko sem se vpisovala na fakulteto, me je najbolj zanimalo, če imam možnost izmenjave. In prednost ekonomske fakultete je definitivno to, da je veliko možnosti za mednarodne izmenjave, ki pa se lahko udeležite najprej v drugem letniku, v drugem semestru. In pa v bistvu večinoma ni težav, da se predmeti priznajo. Moja najboljša odločitev je bila to, da sem se udeležila izmenjave v Španiji, kjer sem se naučila veliko novih stvari na področju marketinga, samostojnosti in pa izkušnje bivanja v tujini, kar pa zelo prinese dodatne točke pri iskanju zaposlitve. Živjo, jaz sem Lenart, sem študent drugega letnika magistrskega študija. Torej, kar se tiče usmeritev, jih boste šele zbirali v drugem letniku, tako da boste imeli cajt, kaj vam bolj sede. Torej, usmeritev je 12 in se vam bo zdelo, da je to ful velik. No, ampak pač tekom, kot sem rekel, boste videli, kaj vam bolj sede. Torej, imate ekonomske smeri in poslovne smeri. Torej, ekonomske smeri so bolj matematične, bolj analitične, medtem ko poslovne smeri so pa bolj tako, veliko je projektnega dela, pa tudi veliko je te prakse, velike povezav prakse z poslovnim svetom. Živjo vsem, jaz sem Amir, sem študent drugega letnika univerzitetnega programa Smer podjetništvo. Veliko dijakov se sprašuje, kako je z obštudijskimi dejavnostmi. Vsi že vemo, da so nam študentom obštudijske dejavnosti zelo pomembne. In na ekonomski fakulteti je tega res veliko. Zato pa poskrbijo študentski svet, študentska organizacija ter različna društva, ki organizirajo veliko dogodkov. Na njih boste lahko spoznavali nove ljudi, se povezovali ter razvijali različne kompetence. Prav tako pa boste s pomočjo obštudijskimi dejavnostmi si nabirali izkušnje in znanja, ki vam bojo prišla prav za nadaljnjo zaposlitev. Hvala. Najlepša hvala vsem, da ste si vzeli čas pa delili vaše izkušnje z nami. Ja, dajmo še en aplavz. Dragi dijaki, dijakinje, za vas imam še nekaj koristnih poudarkov. Če si danes zapomnite samo 5 stvari, naj bodo to naslednji poudarki. Prvič, študirali boste na fakulteti, ki sodi med top 1% poslovno-ekonomskih šol na svetu. Drugič, študirali boste v mednarodnem okolju. Na naših hodnikih lahko srečate študente iz 60 držav. Tretjič, izbirate lahko med 2 dodiplomskima programama.
VPŠ in UPEŠ. Pri vpisu v drugi letnik izberete eno od 12 usmeritev. Četrtič, rok za prijavo je 18. marec. Petič, ko prejmete obvestilo, da ste sprejeti, morate obvezno opraviti še elektronski vpis. Nekaj vas zagotovo že sedaj ve, da boste postali naši študentje. Nekateri še niste prepričani, med vami je tudi kdo, ki je danes prvič spoznal ekonomsko fakulteto. Zato smo za vas pripravili priložnost, da vstopite v vlogo študenta na ekonomski fakulteti in spoznate, kaj na ekonomski fakulteti učimo. Ponujamo možnost, da pridete na predavanje ekonomske fakultete. Na izbiro imate 2 različni predavanji. Predmet temelji finančnega in poslovnega računovodstva, ki bo 9. marca ob 13. uri za program UPEŠ, ali pa obiščete predavanje podjetništvo na programu VPŠ, ki bo 11. marca. Na obe predavanji se je treba prijaviti preko obrazca, ki ga dobite, če poskenirate QR kodo gor. Število mest pa je omejeno na 15. Če kdo ob strani morda ne more poskenirati, lahko pridete kasneje dol, pa bomo še enkrat pokazali QR kodo. Tako, preden pridete k nam kot študenti, nas lahko spremljate na Instagramu, TikToku, LinkedInu in Facebooku. Za uradne informacije pa je vedno prava izbira naša spletna stran. Vaš informativni dan na ekonomski fakulteti se nadaljuje. Imate 2 možnosti. Prva možnost. Za vse, ki imate vprašanja o študiju, smo organizirali 2 informativni točki, kjer vam bo naša ekipa iz službe za študijske zadeve takoj po našem srečanju odgovarjala na vaša vprašanja. Lokacije teh točk so vidne na ekranu. Ena je v preddverju velike in male dvorane, druga pa kar tukaj v dvorani. Druga možnost. Ogled fakultete. Zberete se v preddverju med dvoranama, kjer vas bodo študenti razdelili v skupine in šli z vami na ogled. Priključite se študentu, ki bo imel tablo s srcem ali krono. Pa brez skrbi, čez 20 minut bo na voljo še naslednje študentsko vodenje fakultete, če boste prvega zamudili. Dragi dijaki, dragi dijakinje, če boste prišli k nam, vam obljubljam, da ne bo vedno lahko, bo pa vredno. Srečno in pogumno še naprej. Hvala lepa.